tisti moment za beatifikacijo? To je recimo, še ena točka procesa, recimo, ki crkva ima, da vidi, če ena oseba je v nebesih. In to se potrjujejo vsakič, ali je recimo živela vse teološke vrline, kreposti, in počne se potrdi in se to spremenja. Jaz ne vem, ali je častizljiva ali tako. In ko je že častizljiva, to se pravi, da lahko jo pač častimo kot svetnika, ampak privatno, potem sam manjka en čudež, eno posredovanje, ker ker je častizljiva, ljudi se priporočajo k njega in potem, ko je en čudež in se potrdi, da je to čudež, potem je papež lahko reče, da je že v nebesih in da bo blažena. In za kanonizacijo se potrebuje še en čudež. In v tem trenutku je že, recimo, kot če bi papež govoril res, ko se reče to po slovensko, ex cathedra, da je to, da ni dvoma, da je v nebesih. Tako da beatifikacija je pa tudi en lep obred, kjer se začne tudi častiti to zvednico tako publiko. Javno. Naprej je bilo privatno in od beatifikacije naprej lahko že javno. Še kaj še vprašanje? Priporočam, da 18. maja bo preko interneta bomo lahko sprejemali beatifikacijo. Tako da na www.opus.org tam bo beatifikacija, če vidite nekaj iz Slovenije, smo mi. In tam bo tudi pisala zavetnica, česa je ona. Mislim, da je če za beatifikacijo ali šele ko je kanonizacija, če to. Ampak bomo predlagali.